Dober dan, en krasen kolesarski pozdrav. V statistiki za januar imam 945 km in zdaj sem se odpravil na eno kratko vožnjo, da pridem do 1000. Imamo pa še eno lepo januarsko soboto, približno 7 stopinj Celzija, delno oblačno, ampak to je neverjetno, kakšen januar je za nami. Dobro, prej ko se razgovorim, samo en hiter update glede galoš. Te Castellijeve galoše so narejene iz zelo tankega materiala in sem opazil, da že po enem mesecu se je začel material trgati oziroma tanjšati na izpostavljenih delih, tako da če bi bil dovolj tečen, bi lahko pritisnil prst skozi njega. Z leti sem se že navadil, da se material s časoma uničuje, ampak tako po enem mesecu je pa vseeno prehitro. Očitno pri obuvanju nisem bil dovolj previden in se je lahko po natikanju zgodilo, da je bila galoša preko zob od podplata, kar je potem galošo uničevalo že pri kratkotrajni hoji. Kdor razmišlja o nakupu, naj upošteva tudi to, da se galoše lahko zelo hitro uničijo, če jih ne boste previdno natikali. Moram pa po drugi strani poudariti, da je zadrga zelo trpežna in praktično še zmeraj kot nova. Pri prejšnjem videu sem opazil, da se je največ komentarjev osredotočilo na menjavo specialke, predvsem v tem smislu, zakaj menjava za kakšno kolo, kaj iščem, kaj me zanima. Pred enim letom in pol, ko sem kupil tega Fujija, sem povedal, ne rabim vrhunske opreme, ne rabim, da je po zadnji modi. Rabim orodje, ki mi služi, da se vozim z njim in zabavam. No, in izkazalo se je, da ta Fuji ni prav orodje, ampak bolj taka nežna violina, na katero je treba zelo lepo paziti. Potrebuje dosti ljubezni in servisiranja. Trenutno je v mojem prvem planu en Scott Addict 20 z Ultegra opremo, disk zavore, karbonski okvir, spredaj kompakt, od zadaj 1132, klasika, old school. Do zdaj sem imel že 2 Scotta, nikoli problemov z njimi kljub minimalnemu vzdrževanju in samo zaradi svoje lastne nečimrnosti sem vmes zamenjal specialko za neko čudo, ki ni Scott in ki ni črne barve. Pri tej debati okrog nove specialke mi je največ pomagal Silvo, res z ogromno dobrimi nasveti. Hkrati se je pa tudi v živo prepričal, kako deluje cenzura na YouTubu, ker mi je hotel v enega od komentarjev posredovati svojo telefonsko številko, njegov komentar pa je bil izbrisan. Nisem ga zbrisal jaz, verjetno je YouTube predvideval, da gre za kakšen spam, ne vem. Ampak na račun tega sem pa jaz potem kreiral še en elektronski naslov in sicer rba.slo@tuta.io. Tako da sva s Silvom potem dorekla preko elektronske pošte, sicer pa kdorkoli od vas mi lahko na ta naslov zasebno piše. Danes pa v Italiji ni videti nobenih meglic, samo kaj, ko jaz ne grem do morja. V komentarjih sem bil opozorjen tudi na uporabo izraza, da imam trste brde, zato vam moram povedati zgodbo. Pred leti, ko sem se vozil s kolesom, se mi je zgumala puša in sem zidnil v but. Mi je krila li in sem imel vse trste brde. Ampak sem rekel, kuri me bolac in sem šel naprej. Samo je neverjetno, kako se jaz razgovorim, kadar sem dobre volje. In dobre volje sem zato, ker dosti kolesarim. Polka mi je tako fajn, grem spet na kolo. Začaran krog, vam rečem. Ja, 1000 kilometrov v mesecu januarju je številka, ki si zasluži poseben video. Tale januar 2022 je bil nenormalno lep, pretirano suh, sanjski. Jaz sem res ogromno kolesaril, pa ne dolge fure. 30-40, tako po službi do sončnega zahoda, ob vikendih sem šel na kakšno 70 kilometrsko. Enkrat, ko mi je bilo res super fajn, sem čisto tako nenačrtovano potegnil do 100
In evo, jaz sem imel v 14 dneh že 400 km. Sproti sem to dokumentiral tudi na TikToku in tam so me fantje spodbujali nenormalno, tako da sem še bolj kolesaril. In lih to je fora, ker ni treba voziti dolgih voženj, samo je treba voziti redno in pogosto. Pol seveda proti koncu januarja, kar naenkrat je bilo 800 in so me spodbujali naprej, ajde, gremo na 900, gremo na 1000. Ok, če ste rekli. Kdor je spremljal na Stravi, je potem lahko videl, da sem včeraj prišel do 945, tako da imam zdaj še 55 km narediti in smo na 1000. Lahko bi naredil še več, ampak ne bom pretiraval. Ne bom nabival kilometrov na silo, ni nobene potrebe. So v življenju še druge stvari, kakor rekordi. Sem pogledal jaz to svojo statistiko. To je prvič v življenju, da sem prevozil 1000 km v januarju. Če ne, sem pa jaz v preteklosti že naredil 1000 km na mesec. Predvsem v letih 2011, 2012, 2013. Absolutni rekord je junija 2013, ko sem naredil 1380 km. To so bili še časi, ko sem vozil tiste 200 km ture. Izkoristil vsak prost trenutek, da sem šel na kolo. Jaz sem zdaj že na 28 km poti, tako da sem jel obračati proti domu, ampak vam pa moram povedati še eno dogodivščino, še eno zanimivost, ki sem jo imel na TikToku. In sicer sem se privat zadebatiral z enim 10-letnim fantom iz Murske Sobote in on mene vpraša, koliko let pa že kolesarite, če se spomnite. In meni se je to tako fajn zdelo. Jaz sem si pomislil, seveda, če ima 10 let, jaz pa 50, to se mora njemu zdeti nepredstavljiva starost. Jaz se spomnim, ko sem bil dobrih 20 let star, ko sem se zaposlil, pa so se mi 35-40 let stari ljudje zdeli res stari. Pa sem odgovoril, da v bistvu kolesarjem že celo življenje, zadnjih 12 let sem pa na specialki. Ampak hkrati mi je opalilo, da v bistvu, ko sem jaz že 2 leti bil na specialki, se je on šele rodil. To, kar je meni minilo tako, se mora njemu zdeti kot oceani časa. Se misliš, si star 50 let? Ja, 50krat je šla zemlja okrog sonca v tem času, toliko si star. V glavnem, če kdo išče recept, kako narediti 1000 km v januarju, je zelo enostavno. Dobro vreme, zato da so ceste suhe, čim večkrat iti na kolo, ni treba, da so dolge vožnje. Zdravje ti mora služiti, ker če ležiš doma v posli, ti nič ne pomaga. In pa ogromno spodbude in pozitivnih komentarjev. Hvala. Hvala vam. Sem pa zdaj vmes posnel še en kratek video za TikTok, da se zahvalim tudi tam in jih pač seznanim s svojim dosežkom. So pa taka zanimiva naselja tukaj v tem koncu Italije. Ful so mi všeč te strnjene hiše, različne barve, posajena drevesa ob cesti. Tako prijetno urejeno. Ne vem zakaj, res mi je lepo se voziti skozi te kraje. In potem zunaj, izven naselij, pa sama ravnina, prostrane njive, soje, pšenice, vinogradi. Ne vem, meni je lepo. Drugač pa nisem še nikoli povedal, ampak točno tukaj na tej cesti sem jaz pred dobrim letom in pol posnel svoj prvi video s telefonom, približno 30 sekund, samo za test, da vidim, kako rata. Nikjer ni bil objavljen, ampak tle bi lahko rekel, da se je nekako začela tista moja pot video ustvarjalca. To je ta povezovalna cesta med Medejo in Krminom. Meni je taka zelo prijetna.
Malo piha tudi veter danes, ampak sem si tako naštelil progo, da ga imam za drugo polovico poti lepo v hrbet. Ja, tako sem kolesaril v januarju, kot da bi šel z vlakom. Tako, pa sem okrog. V statistiko bom zabeležil novih 63 km, se pravi celo 8 več, kot bi bilo treba. Počutim se odlično, bolijo me samo ušesa od vašega aplavza. Hvala vsem za spodbude. Kogar zanima, kje sem se vozil, od spodaj je link od Strave. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.